The bomb. Oh, the bomb? Great. Oh, pičku mater. Sorry. This means good morning. Dole vsekakor ne pomeni dobro jutro, ne? Ampak to je bil samo en izsek iz oddaje na YouTubeu, kjer je v bistvu Luka Dončić probaval pekoče perutničke, ene izmed bolj znanih oddaj, ene izmed bolj znanih YouTube kanalov, no? Na to temo, katere gost je bil Luka, in po vsem internetu v bistvu, oziroma po vseh teh Twitterjih, YouTubih, Facebookih, ne vem, kje še vse tole zdaj kroži. Zelo, zelo zabavna oddaja, predlagam, da si jo gledate, no. Glavnem, Luka je že na samem začetku oddaje priznal, da ni ravno tip pekočih stvari, ne, da neke pikantne hrane ne prenaša najbolje, a se je vseeno potrudil in z vidnimi težavami na obrazu, rdečico in celo nekaj polnega mesu se je prikopal nekako do konca. V glavnem zelo zanimivo, no. To je ena izmed tem, o kateri bi želel danes govoriti. Med celotno epizodo je bil zelo dober intervju z Luko v bistvu. O tem, da se liga NBA začenja za to predsezono, oziroma seveda so že v teku tekme, Lakersi seveda tudi že igrajo, in sicer brez Luke in brez LeBrona. O tem bom govoril, zakaj je temu tako in kdaj lahko enega oziroma drugega pričakujemo na terenu, in potem, kaj se še dogajalo okoli, če bo moj res bog glas tole zmožen. Seveda se bom dotaknil tudi LeBrona in njegovega decisiona tu, oziroma most important decision of all decisions, kaj vse je to prineslo pred in po, in kaj si o tem mislim, pa ful me zanima, kaj si vi o tem mislite, a ne? Pa malo o Vratku Čančarju, pa o Euroligi, slovenskem prvenstvu, ABA ligi in Olimpiji, novi sezoni NBA in tako naprej. Do takrat pa vas prav lepo povabim, če ste tukaj novi oziroma vnovič, da se mi pridružite na mojem kanalu, stisnete naroči se kakšen všeček, da spodbudimo algoritem in da se še večkrat družimo na mojem kanalu. Lepo vabljeni in lepo povabljeni. Tako, torej Luka je bil gost v oddaji Hot Ones oziroma First We Feast, je naslov YouTube kanala pod naslovom Luka Dončić gets flagrant fouled by spicy wings. Če boste iskali tole epizodo, v bistvu je že presegla 913,000 ogledov v enem samem dnevu. Tako da mislim, da se res plaša. Ne gre samo za prehranevanje z pekočimi perutničkami, ampak se pravim tudi zelo zanimive teme vmes, od tem, kdo ima najboljše vzdušje v Evropi, koga vidi v finalu potencialnega 1-1 turnirja na NBA-ju, pa kateri so v bistvu najljubši game winnerji Luke do tega trenutka v NBA-ju. In tako naprej, in tako naprej. Marsikaj je tukaj zanimivega, od, se pravi, facial expressions, bi temu rekli Američani, se pravi izrazov na obrazu, do samih odgovorov Luke. Prvo je bila voda, pol več ni bilo voda, dovolj, pol je bilo mleko, glavnem. Dajte si pogledati, no. Druga zanimiva zadeva, ki se zadnje dni dogajala, se pravi decisions of all decisions, odločitev od vseh odločitev LeBrona Jamesa. Zdaj boljši poznavalci košarke že vedo, da je nekaj podobnega strani LeBrona smo že videli, se pravi tisti decision, ko je šel oziroma ko je svoje talente peljal iz Clevelanda do Miamija, kjer se je po mojem mnenju malo postavil nad košarko in mi pač to osebno ni všeč. Nekaj podobnega je zdaj sledilo, ko je naredil reklamo za Hennessy. V glavnem, napovedal je, marketinško odlično izpeljano, vsak čas, napovedal je dan prej, mislim, da pričakujemo nekaj novega, neko odločitev od njega, in prav vsi dobesedno smo pričakovali, da bo oznanil konec kariere, ravno nasprotno, oznanil je
sodelovanje z alkoholno pijačo, ne, ki mu bo verjetno še kakšen milijonček v njegovi res bogati karieri navrgla. Hkrati pa je tole en takšen domino efekt sprožilo, ne, se pravi, pričakovanje, da bo leto zaključil LeBron James in mislim, da najcenejša vstopnica za zadnjo tekmo LA Lakersov v letošnji sezoni, regularnem delu sezone, mislim, da iz 80 evrov narasla tam na $400, se pravi iz $80 na $400, se opravičujem. Ampak morda tole, oziroma kot vse kaže, vendarle ne bo zadnja sezona LeBrona, ki pa te sezone ne bo začel takoj na začetku, kot smo to pričakovali. Namreč ima neke zdravstvene težave, z ekipo trenutno ne trenira. Težava naj bi bila v ischiasu oziroma nečem podobnem, kar bi najbolj nakazovalo na ischias, če sem jaz tole prav razumel, se pravi iz gluteus maximusa, se pravi zadnjične mišice, se bolečina prenaša vse dol do nog, kar je pa značilno za ischias. In po zadnjih informacijah vsaj 3 do 4 tedne LeBrona naj ne bi videli v uniformi LA Lakersov. Zdaj to seveda že pomeni, da bo začetek rednega dela sezone primoran izpustiti. Mislim, da iz 21. na 22. Lakersi igrajo z Golden State Warriors, če se ne motim. Tako da tukaj bo Luka že vihtel dirigentsko palico brez največjega pomočnika, se pravi LeBrona. In tole zna trajati, ne vem, vsaj 5-6, če ne celo več tekem, kar je lahko en velik plus za Luko individualno ali pa minus, kar se tiče ekipe. Nič pa ni rečeno, ne? To bomo še videli, kako se bo vse skupaj na koncu izpletlo. Plus mogoče zaradi tega, ker lahko nekoliko narastejo številke Luke, da se bo ekipa malo bolj zalašala nanj. Bomo pa videli, kako dejansko to pol bo, koliko bojo konkurenčni, ne, brez LeBrona. Ne. Mogoče še malo prehitro za napovedi, ampak vsekakor najbrž ne najboljši začetek sezone za Lakerse. Hkrati moram tukaj dodati, da sem poslušal že marsikateri intervju z DeAndrom Aytonom, novim centrom Lakersom, ki je med drugim dejal, da še ni opravil skupnega treninga ne z Luko, ne z LeBronom. Se pravi, zdaj smo že najdli razlog, zakaj ne z LeBronom, ampak zakaj pa ne z Luko, ki za zdaj tudi ne igra na prijateljskih srečanjih. Ne? Po nekih informacijah je to botruje temu, da je imel dolgo poletje, se pravi reprezentančno akcijo, da naj bi ga šparali vse do resnih tekem v smislu začetka letošnje sezone. No? Ampak zanimivo, da tudi na treningih morda niso poskušali na polno, ne vem, pravih informacij tukaj nimam, ampak dobro, bomo videli. Pričakujem pa, da bo na naslednji tekmi, se pravi iz nedelje na ponedeljek Luka vendarle že na parketu vsaj za nekaj minut. Recimo tam do 20, nevadno nekaj takšnega potem že lahko pričakujemo. No? Tako, toliko o Lakersih, toliko o teh zakulisnih zadevah, mogoče se dotaknem še različnih glasovanj teh NBA GM, se pravi vodij ekip o prihajajoči sezoni v Ligi NBA. Na par najbolj zanimivih bom izpostavil, recimo predikcije, kdo bo zmagal letošnjo NBA sezono. Kar 80% vprašanih meni, da bo to Oklahoma, se pravi, da bo ponovila naslov, Cleveland in Denver si pa delita drugo mesto. Hkrati tudi menijo, da bo Oklahoma na koncu vrstila, se pravi, prvo mesto v zahodni konferenci, 87% vprašanih meni tako, medtem ko v vzhodni menijo, da bo Cleveland na prvem mestu. Los Angeles Lakersi naj bi osvojili 7. mesto, le mesto pred Dallasom. Se pravi, 7. in 8. mesto za Lakers in Dallas. Zelo nizko, če se mene vpraša. Na 3. mesto LA Lakers 7% GM-ov uvršča precej nizko. Vsa vprašanja in vse rezultate seveda najdete na nba.com. Kdo bo osvojil MVP sezone? Nikola Jokić
67% so mu namenili, medtem ko Luka Dončić na drugem mestu dobi 10%, Shai Gilgeous-Alexander 8% in tako naprej. Vprašanje, ki je zanimivo, če bi danes štartali franšizo in bi lahko izbrali katerega koli igralca, je kar 83% prejel Victor Wembanyama, s 13% mu sledi Shai Gilgeous-Alexander. Tudi ta je zanimiva, kateri igralec spodbudi nasprotne trenerje, da naredijo zaradi njega največ premostitev oziroma adjustments bi bilo prilagoditev. 57% so ocenili, da to zaradi Nikole Jokića. Na 4. mestu Luka Dončić z 10%, lani jih je prejel 33 in bil najbolj procentualno ocenjen glede tega. Potem sprašujejo, kdo je najboljši organizator igre v Ligi NBA. 73% jih meni, da je to Shai Gilgeous-Alexander, 17% pa da je to Luka Dončić. Lani so ocenili, da je to Luka Dončić 37%, ampak gremo počasi naprej. Kdo je najboljši branilec, shooting guard v NBA? 70% ocenjuje, da je to Anthony Edwards, ampak gledajte ga zlomka, na 3. mestu si pozicijo delita 7%, tako Shai kot Luka Dončić. In pol morda največja zanimivost, kdo je najboljši small forward, se pravi trojka v Ligi NBA. Prvo mesto Luka Dončić 40%, se pravi NBA GM ga najbolj vidijo na poziciji 3. Kot najboljšega power forwarda izbirajo Janisa, skoraj enoglasno, v glavnem 93%, najboljši center pa 97%, Nikola Jokić. Kdo je najboljši internacionalni igralec Lige NBA? 93% ljudi oziroma GM-ov meni, da je to Nikola Jokić. Glasove sta prejela tudi Shai in Luka. Tukaj je še kar nekaj vprašanj in odgovorov na ki jih lahko seveda poiščete sami. Bi bil kar predolg, če bi tukaj še kaj drugega izpostavil. No. Gremo naprej. Zelo rad bi se dotaknil CD-Vite Olimpije in se tudi bom. Po pravici povedano, veliko pričakovanj pred to sezono niti nisem imel. Spet se je nekoliko spremenila ekipa, nekaj igralcev je ostalo, Nikolić, Blažič in tako naprej. Ampak presenečajo. Do tega trenutka še brez poraza, lepo igrajo, veliko število točk dosegajo, igrajo brez strahu svojo igro, v bistvu žogem odlično kroži in zdaj so nanizali, se pravi neporažene začetka, nanizali so zmage od Krke v Superpokalu, potem španskega predstavnika, ki se ga zdaj seveda ne bom spomnil, v Eurocupu in pa potem v isto Eurocupu, no, se pravi še Hapoela, ne. Medtem, ko so dobesedno razbili Mego v ABA ligi, zdaj grejo na Budućnost v ABA ligi, ki je medtem doživela 2 poraza in potem v torek v Stožicah Aris. Če se še slučajno to poklopi, imamo pa že fantastičen začetek prvenstva za Olimpijo na vseh frontah in največja nagrada za to ekipo te igralci bila, da jih nagradimo z obiskom na tekmah. To je pa še ena tema, ki bi se želel dotakniti, tole mi je pa pač zelo žalosti, ne? Ker pač enostavno se gledalci ne vračamo v dvorane, kar je slabo. Ne vem, kako si predstavljamo, da bo potem ekipa rasla oziroma da se bo večal proračun, če že sponzorskih zadev ni dosti, medtem ko seveda euroligaške dvorane na naših prostorih, govorimo o Beogradu, pokajo po šivih, ne. Dobro, zdaj sem primerjal Euroligo pa ABA ligo oziroma Eurocup, vem. Ampak vseeno si zasluži Olimpija večji obisk. Recimo včeraj Ilirija, Krka malo smotana ura, 18:30 ali 18, vseeno, ni bilo 30 gledalcev. Parka fiksna deleno. Mislim, pa Ilirija ima mlado ekipo všečno, mislim, koga bomo pa gledali, reči ne mlade, nič od nič. Škoda, to me pa res malo jezi, ampak tako pač je. Medtem je Krka odlično predstavo sredi Beograda proti Partizanu prikazala, v bistvu bila zelo blizu presenečenja, ampak žal malo zmanjkalo. Ampak hej, sezona se je začela, neki nastavki obeti so dobri, želimo si, da se tako nadaljuje. Ilirija je tudi kratko potegnila proti Dunaju, mislim, da samo za točko izgubila tam. Gregor Glas recimo za Dunaj je bil prvi strelec. Tako.
Dobro, še vi mogoče bi dodali karkoli, bi želeli kaj dodati, vabljeni spodaj v komentarjih, da poveste karkoli je vaše mnenje o tem, o čem sem danes govoril, oziroma če bi sami radi kaj dodali, pokomentirali, vaš prostor je seveda spodaj. Kot vedno, prav lepo vas pozdravljam, do naslednjice bil Gregor z vami iz Greg Skorta. Če pa ste tukaj novi oziroma vnovič, prav lepo povabljeni, da se pridružite mojemu kanalu, kliknete tam naroči se, da se še kdaj skupaj podružimo tukaj. In ja, bodi si dovolj. Vse dobro, srečno in do naslednja slišanja, prav lepo vas pozdravljam. Pa mogoče še samo za konec, da spomnimo na eno izmed bolj zanimivih oddaj zadnji čas. The bomb. Oh, the bomb? Great. Oh, piču mater. Sorry. This means good morning.